imamo še eno predstavitev, jo bom pa vseeno malce poskušala pokrajšati. In sicer smo mi na lanskoletnem srečanju gostili tudi Miška Stanišiča, direktorja srbske nevladne organizacije Terraforming in delegata pri zvezi IHRA, ki nam je predstavil priporočila z omenjene zveze za poučevanje in učenje o preganjanju Romov in genocidu nad njimi v času nacizma. Zdaj, priporočila so bila nedavno prevedena v slovenščino, prevod slovenski je pa trenutno še v redakciji. Ko bo na voljo, ko bodo ta priporočila v slovenščini na voljo, vas bomo seveda o tem tudi ustrezno obvestili. Zdaj pa na nedavnem plenarnem zasedanju zveze IHRA je pa bila sprejeta tudi posodobljena verzija priporočil IHRA za poučevanje in učenje o holokavstu. In sicer vsi vemo, kako hitro se spreminja današnji svet, ki seveda na področju poučevanja oziroma izobraževanja narekuje tudi nove pristope in metode poučevanja, med drugim poučevanja o holokavstu. Vse manj je preživelih žrtev in s tem neposrednih pričevalcev holokavsta. Potem so tu nove tehnologije, ki spreminjajo način poučevanja in učenja. Družbena omrežja so zaradi hitrega, pogosto tudi anonimnega deljenja informacij idealna platforma za širjenje ideologij, ki zanikajo holokavst ali izkrivljajo dejstva o njem. Obenem pa se s pomočjo umetne inteligence razvijajo tudi lažne informacije, ki jih vse težje prepoznavamo in ločimo od zgodovinskih dejstev. Potem so pa tu še družbeno-politične razmere, ki seveda spodbujajo razrast sovražnih ideologij in se nenazadnje zrcalijo tudi v porastu antisemitizma, antiromizma, islamofobije in tako dalje. Druga posodobljena izdaja priporočil za poučevanje in učenje o holokavstu Mednarodne zveze za spomin na holokavst ali krajše IHRA je bila pripravljena v skladu z odločitvijo te zveze, da njeni strokovnjaki vsakih 5 let pregledajo in posodobijo ta vir. Na ta način je tudi zagotovljeno, da priporočila ostajajo relevantna ter tako podpirajo oblikovalce politik, praktike in pedagoge pri poučevanju in učenju o holokavstu v spreminjajočem se svetu. Priporočila so bila izdana v sodelovanju z UNESCO in so med drugim usklajena zdaj tudi s priporočili za poučevanje in učenje o preganjanju Romov in genocidu nad Romi v času nacizma. Zdaj vseeno, preden se posvetimo malce tem posodobljenim vsebinam samih priporočil, mogoče še na kratko osvežimo naše vedenje, kaj pravzaprav je v priporočilih sploh zajeto. Torej, ta priporočila so bila prvotno sprejeta oziroma pripravljena leta 2019 ob pomoči strokovnega znanja delegatov iz več kot 30 držav članic IHRA, in kot rečeno, namenjena so predvsem oblikovalcem politik, praktikom in pedagogom. Slovenska izdaja priporočil je bila pripravljena leta 2022. Sama priporočila predstavljajo izhodišča, ki uporabnikom pomagajo širiti znanje o holokavstu, kar zagotavlja tudi natančnejše osebno razumevanje in poznavanje možnih posledic antisemitizma ter večjo ozaveščenost o njih. Potem pomagajo ustvariti ugodna učna okolja za učenje o holokavstu, spodbujati kritično in bolj poglobljeno razmišljanje o holokavstu, prav tako spodbujati tudi sposobnost nastopiti proti zanikanju holokavsta in izkrivljanju dejstev o njem, in pa prispevati k izobraževanju človekovih pravic in preprečevanju genocida. Zdaj, sama vsebina je seveda sestavljena, ima pač tiste neke uvodne dele, glavni osrednji del priporočil pa zajemajo 3 poglavja. To so poglavja, zakaj poučevati o holokavstu, kaj poučevati o holokavstu in pa seveda, kako poučevati o holokavstu. Na koncu priporočil so potem podana še dodatni vir, seznam ključnih izrazov in pa dodatni viri oziroma dodatno gradivo. In sicer med dodatnim gradivom zveze IHRA so predvsem te deklaracije, ki so nekako temeljne za delovanje same zveze, od Štokholmske deklaracije in pa tudi ministrske deklaracije, pa potem pravno nezavezujoče delovne definicije
zveze IHRA, kot je recimo delovna definicija antisemitizma, antiromizma in pa zanikanja in izkrivljanja dejstev holokavstov. Med dodatnimi viri pa so podani predvsem viri, različni učni viri, učna orodja, ki jih ponujajo organizacije in ustanove, kot so UNESCO, OVSE, Yad Vashem, United States Holocaust Memorial Museum, Memorial de la Shoah, pa potem recimo tudi kakšne organizacije, ki se ukvarjajo seveda z romsko zgodovino. No, pri slovenski izdaji priporočil o poučevanju in učenju holokavstov je bil dodan tudi poseben uvod k slovenski izdaji, ki podaja nacionalni kontekst. Zdaj, kot omenjeno, v želji, da se zagotovi relevantnost, aktualnost in uporabnost priporočil IHRA kot viru za poučevanje in učenje o holokavstu, je bila nedavno sprejeta druga posodobljena izdaja omenjenih priporočil. Zdaj, posodobljena priporočila so ob uredniških, predvsem jezikovno-slogovnih popravkih, ki so bili narejeni z namenom, da bi se zagotovila večja jasnost besedila, in vsebujejo in obravnavajo potem tudi dodatna pedagoška vprašanja. Hkrati pa seveda vključujejo zdaj posodobljena priporočila tudi uporabo digitalne tehnologije v učnem okolju, kjer imajo le še redki učenci možnost osebnega stika z osebami, ki so preživele holokavst. Posodobljena priporočila se osredotočajo na 3 ključne prioritete, to so poučevanje, kjer je več poudarka na izobraževanju, tudi na izobraževanju učiteljev in njihovem strokovnem razvoju, ter na poučevanju mlajših učencev, potem na tehnologijo, ki vključuje nove pristope za kritično uporabo digitalnih orodij, umetne inteligence in družbenih omrežij, in pa na zaupanju, v sklopu katerega torej se bi naj obravnavalo tudi antisemitizem in izkrivljanje dejstev o holokavstu ter poudarilo pomen krajev spomina in pričevanj žrtev. Zdaj, uredniški popravki so bili narejeni pravzaprav tako v posameznih poglavjih, kot tudi v uvodu in predgovoru. No, mogoče izpostavim samo tiste pomembnejše uredniške popravke, in sicer se je recimo spremenila osrednja zgodovinska vsebina, ki se zdaj deli na obdobje pred holokavstom, obdobje vzpona nacistov na oblast, obdobje druge svetovne vojne in obdobje po holokavstu s poudarkom na neposrednih posledicah holokavsta in njegovi zapuščini. Ta vsebina ob že prej obstoječih vprašanjih zdaj vključuje tudi vprašanja, kot so na primer, kdo so bili evropski Judje, kako je dolga zgodovina antisemitizma in rasizma v Evropi ter preganjanja Judov v 19. in zgodnjem 20. stoletju v nekaterih državah prispevala holokavstu in kakšna je zapuščina holokavsta. Pomembnejši popravki so bili narejeni tudi v recimo podpoglavju, ki govori o spodbujanju raziskovanja zgodovine in spominskih pričevanjih in spominskih pričevanj na lokalni, regionalni, državni in svetovni ravni. Tu se namreč vključuje še večji poudarek na spodbujanju učencev k raziskovanju in spoznavanju prav lokalne in pa nacionalne zgodovine, še zlasti v tistih državah, kjer se v bistvu holokavst ni vršil neposredno. Takšne vsebine lahko seveda vključujejo tudi vedenje o tem, kar je bilo že v času druge svetovne vojne znano o holokavstu, ali pa na primer, kako so se odzvale nacionalne vlade in lokalne skupnosti, na primer v odnosu do judovskih beguncev. Večje popravki se prav tako nanašajo recimo tudi na vključenost raziskovanja različnih identitet in raznovrstnosti evropskih judovskih skupnosti, pri čemer se poudarja zlasti razumevanje, da judovstva in judovske kulture ne definira zgolj holokavst in da so bili Judje mnogo več kot zgolj žrtve holokavsta. Judje po svetu imajo namreč različno zgodovino, različno kulturo, negujejo različne tradicije in prav tako imajo tudi različna politična prepričanja. Zato, če je le mogoče, se priporoča seveda obisk lokalnih judovskih muzejev ali pa izvedba srečanj s pripadniki lokalnih judovskih skupnosti. Pri uporabi spletnih virov je pa
v bistvu pomembnejši popravek predvsem ta, da se zdaj podpoglavje, ki je bilo namenjeno prej obravnavi spletnih virov, zdaj preimenoval v podpoglavje posvečeno digitalni pismenosti in digitalnim orodjem. Zdaj, digitalna pismenost vključuje sposobnost kritičnega presojanja spletnih informacij, razumevanja delovanja digitalnih platform in obvladovanja vpliva algoritmov, vizualnih medijev in družbenih omrežij na zgodovinsko pripoved. V okviru izobraževanja o holokavstu je potrebno učence naučiti razlikovati med zanesljivimi viri in prepoznati izkrivljanje, senzacionalizem in manipulativno uokvirjanje. Ob razvoju digitalnih tehnologij in pojavu novih tehnologij je bistveno, da so učenci sposobni digitalna orodja in tehnologije uporabljati premišljeno in kritično. Seveda se pa obenem potrebno tudi zavedati, da so nenazadnje tudi učenci sami ustvarjalci digitalnih vsebin in torej, če prav ima samo učenje z ustvarjanjem vsebin seveda nek potencial, da poglobi njihov učni proces, poveča njihovo vključenost in jim omogoči, da sami kritično razmišljajo o etičnih vprašanjih, pa lahko sočasno prinese tudi neke nove dileme, zlasti v zvezi z uporabo takšnih vsebin, kot so vprašanje izpostavljenosti, socialnih interakcij, pritiska in avtorskih pravic. No, med uredniškimi popravki prvotnih priporočil so bili popravkov deležni tudi, so bila deležna tudi pojasnila k posameznim izrazom v seznamu ključnih izrazov. Nekatera pojasnila so bila dopolnjena, dodani so bili tudi novi izrazi. Na koncu pa je na novo bil urejen in posodobljen tudi seznam dodatnih virov. Ti so bili prvotno priloženi kot priloge k samim priporočilom, zdaj so pa namesto prilog podane povezave oziroma QR kode, tako da če se bodo kadarkoli same priloge, sama gradiva posodabljala, ne bo potrebno posodabljati tudi teh priporočil, ampak bodo v bistvu vse posodobitve dostopne na obstoječih spletnih povezavah. Vse tisto, kar pa dejansko prinaša posodobljena izdaja priporočil, torej nove vsebine, ki jih prinaša, so pa vključitev obravnave antisemitizma, potem seveda večji poudarek na strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju učiteljev, vključujoče izobraževanje, poučevanje mlajših učencev, učenje s pomočjo krajev spomina in pričevanj preživelih in pa že večkrat omenjene digitalne tehnologije. Zdaj, pri obravnavi antisemitizma se seveda pojavlja vprašanje, kako je bil antisemitizem ključen za holokavst. In pač v tej navezavi je poudarjeno tudi to, da učenje zgolj o zgodovini holokavsta ne more izbrisati antisemitizma, lahko pa učencem pomaga prepoznati antisemitizem, rasizem, predsodke, stereotipna mišljenja in predstave ter druge oblike sovraštva. Kar se tiče vključujočega izobraževanja, to poudarja oziroma spodbuja aktivno sodelovanje vseh učencev, ne glede na njihove sposobnosti in potrebe, pri čemer priporočila opominjajo, da morajo seveda podporo vključujočemu izobraževanju nuditi oblikovalci izobraževalne politike, vodstva šol, pedagoški delavci in pravzaprav vsi deležniki, ki zagotavljajo, pripravljajo in dajejo v uporabo relevantno učno ali pomožno učno gradivo. V navezavi na poučevanje mlajših učencev se tukaj torej širi priporočila ali pa smernice za poučevanje učencev starih od 10 do 12 let. Raziskave so namreč pokazale, da učenje o holokavstu mladim učencem pomaga razvijati državljanske vrednote, spodbuja empatijo in izboljša tudi njihovo razumevanje holokavsta. Seveda pa je pri poučevanju holokavsta mlajšim učencem potrebna ustrezna previdnost. Učne vsebine in dejavnosti morajo biti prilagojene stopnji čustvenega razvoja ter jezikovnim in kognitivnim sposobnostim mladih učencev. Pri učenju s pomočjo krajev spomina in pričevanja se priporoča obisk, lahko je tudi virtualni, krajev spomina in muzejev holokavsta.
Torej, takšen obisk naj se vključi v učni program, se lahko ustvari posebno učno izkušnjo, ki se seveda razlikuje od učenja v učilnici in mlade lahko pritegne tudi na več različnih načinov in jih obenem motivira. Kljub vsemu pa seveda obisk muzejev in ali krajev spomina ne sme biti nadomestilo za učenje v učilnici. Izobraževanje o holokavstu je seveda ključnega pomena za ohranjanje zgodb njegovih žrtev, učitelji pa se pri poučevanju o holokavstu dandanes nedvomno soočate z zapletenimi izzivi. Posodobljena priporočila za poučevanje o holokavstu Zveze IHRA, ki nudijo razvijalcem učnih načrtov in pedagoškim delavcem podporo pri poučevanju o zapleteni zgodovini holokavsta, se torej osredotočajo na krepitev pedagoške prakse, na preudarjeno rabo terminologije in umetne inteligence v učnem procesu ter na obravnava antisemitizma in primerov izkrivljanja dejstev o holokavstu. Ob tem je prav tako potrebno poudariti, da je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da učence podpiramo pri razumevanju preteklosti in oblikovanju bolj odgovorne prihodnosti. Do posodobljene izdaje priporočil za poučevanje in učenje o holokavstu lahko dostopate na spletni strani Zveze IHRA. Tukaj je navedena, torej holocaust-remembrance.com, poševnica, resources poševnica, recommendations-teaching-learning-holocaust.